Kot je bilo omenjeno že včeraj, smo v teh novih okvirih, v okviru novih navodil, tudi duhovniki prejeli navodila, po katerih nam je deliti obhajilo dovoljeno samo po vnaprejšnjem dogovoru. Jutri je nedelja, ko se v naši župniji tudi zdaj, v teh časih, ko je dovoljeno samo obhajilo, pride čez dan med 300 in 400 ljudi k obhajilu. Priznam, da nam ni uspelo vzpostaviti enega načina, protokola, ki bi po eni strani zagotavljal varnost in po drugi strani, ki bi zadoščal tudi tem predpisom. Tako da jutri, na žalost, v naši župniji ne bo možnosti prejeti sveto obhajilo. Maša bo ob 9. Jaz računam, upam, da nocoj in jutri čez dan uspemo končno najti en način, kako boste lahko stopali v stik z nami, da se boste lahko prijavili oziroma dogovorili, da bomo vsi trije patri župnijske ekipe lahko na voljo, da bo to en smiselni sistem, ki bo tekel tako med tednom, kot tudi ob nedeljah, ko je, kot rečeno, pri nas obisk, kljub vsem ukrepom, še vedno velik. Kot rečeno, žal nam je, da nismo tega uspeli prej. V resnici so nas ti ukrepi malo presenetili, prišli so precej pozno in se nam zdi pa veliko bolj vredno, da zagotovimo varnost, kot pa da hitimo, pa ogrozimo svojo in vašo varnost, svoje in vaše zdravje. Hvala torej vnaprej za razumevanje glede jutrišnje nedelje, pa še naprej se vam priporočamo molitev, da bi lahko res našli en način, ki bo omogočal, da se sveto obhajilo prejme dostojno in po drugi strani, ki omogoča, da se sveto obhajilo prejme